Mi je pa najbolj hecno tako, ko dobivam, ne vem, vprašanja. Una najbolj random, ko se mi zdi, da sem tako že 2 milijonkrat na njih govorila, veš. Zdaj vidiš vulko. Črtam. Ne, ampak... Danes ob skodelici kave gostim našo cenjeno balerino in verjetno tudi najbolj poznano balerino v Sloveniji, Ano Klašnjo. Lepo pozdravljena. Enako, lep pozdrav, hvala za vabilo. Končno smo se ujeli, a ne? Ja, nekaj časa je trajalo, nekaj smo se dogovarjali tam enkrat od septembra, oktobra, ampak glej, vse s svojim namenom, ne? Je ratalo. Jaz sem bila vztrajna in evo te. Vztrajna si pa bila, ja. Ja, kako si pa ne bi želela takšne sogovornice. Hvala. In tako je pa zdaj minilo kakšno leto, sem ravno včeraj videla, ko smo sedeli tamle v Tivoliju in klepetali za revijo, za intervju, da sem bila vesela, da si še tukaj. Amam jaz prav, mislim, če me spomin ne vara, meni se zdi, da sem ti tudi rekla, da mi je bil tako dober intervju. Sem, ne? Ja. Ful mi je bilo všeč, zaradi tega, ker si ful naštudirala, kaj me vprašati, tako se mi je zdelo, da se nekako ne ponavljam. Nekaj novega sem se še sama o sebi naučila, medtem, ker sem se s tabo pogovarjala, tako da, ja, ful je bilo dobro. To je vedno lepo slišati. To je tako pohvala za nas novinarje. Tako da, kaj se je zgodilo v tem letu? V tem letu posneli smo še eno sezono Slovenija ima talent. Odplesala sem še par čudovitih vlog. Moj otrok je zrasel za 1 leto in je zdaj že 2. razred osnovne šole. Tako da zdaj se že učimo prve matematične, poštevanko, deljenja še ne maramo tako zelo. Pišemo, se trudimo pisati od črte do črte. Pač vse te stvari, ki spadajo zraven v začetek osnovne šole. Se pa še nekaj zgodilo, se ne vem, a takrat, ko sem midve delala intervju, pa še nisem imela svojega stanovanja. Ne še. Ampak sem ti pa omenila, da imam željo, da nekako bi si rada kupila pač en svoj domek. In v tem času sem ga celo dobila, kljub stanju na nepremičninskem trgu, ki je pač katastrofalno. Mi je nekako uspel in opremljeno je še vedno na pol, ker imam toliko dela, da nimam časa, tako da nisi ti edina, ki jo pustim čakati, tudi moje stanovanje čaka. Ampak vsi so mi rekli, Ana, pa počas, se boš videla, ko boš živela noter, ko se boš premikala po stanovanju, boš začutila stanovanje, boš tudi videla, kje bi kaj rada imela, ne rabiš hiteti, ne? Važno je, da imaš pač tiste osnovne stvari, nekako, da se vseliš noter in da je tvoje in sem v bistvu full happy. A že imate zdaj pohištvo ali še kar jeta? Ja, kuhno mava, kopalnica mava, seveda, ta malo otroško sobo, že to je bila prva stvar, ki je bilo treba pograd noter namontirati. Ampak spalnico še čakam, mislim, spim na jogiju že, veš koliko časa je, že pol leta, še več, ampak pride zdajle naslednji teden. Pa prebrala sem, da sta imela kar stole za kampiranje. Ja, mislim, v bistvu iskreno, imam eno ful lepo dizajnersko mizo, ko sem se zaljubila vanjo, ampak stolov zraven še nisem zbrala in so še vedno oni za kampiranje. In Ikeje, s tem, da zdaj že res gledajo, kot da so bili na 10 kampiranjih, ki so že, a veš, lej, pač, stoli za kampiranje so, no. Vse najprej je bila pa dekca, pa škatla s knjigami, pa smo gor jedli. Ampak veš, ko je tam malo ni imel nič proti. Mislim, v bistvu, bolj imamo mi blokado, ne, otrokom je itak okej. Mislim, a veš, samo toliko, da se oni počutijo varno, pa jim je v bistvu vse skupaj fora, ne. In se prav spomnim mlado, tako je rekel, pa Ana, da nehi, to malo bo zakon, kaj te briga, kampirata, pejt. A veš, ne rabaš hiteti, ker sem dobila stanovanje, sem bila kako bom zdaj to hitro opremila, pa vse, ampak ne, počas. To je neko svoje doživetje, ne? In to si bo tudi tvoj mali zapomnil. Ja, tudi, zdaj recimo sem eno steno pobarvala na neko tako temno sivo barvo v spalnici in je tam malo prišel in kaj mami, neko grdo. In pa sem mu pač kazala neke slike, kako si mami zdaj to zamislila, ne, z vsemi slikami, omaro, posla. Wow. In mi je ful zanimivo, kako doživlja, mislim, v bistvu 7-letnik, že neko estetiko. Pa ko so kopalnico naredila, ne, ko je prišel v kopalnico, pa je rekel, mamica, to je pa res tako lepa kopalnica. A veš, kaj tako, ko si misliš, kaj njih briga. Ampak ne, imajo nek občutek. Pa še tisto pristno je bilo verjetno. Pa najbolj pristno, ja. Ja, ful lepo. Zdaj omenila si matematiko, a ti to drugače leži? Pa jaz sem jo imela kar rada. Mislim, sicer pol v srednji šoli ne toliko več, ker je kar težka, ampak v osnovni šoli nisem imela nobenega problema, sem jo imela rada in tudi tam malo obožujem matematiko. Ful mu je fajn, slovenščina je dolg čas, angleščina je dolg čas. Tako da se mi zdi, da fantki pa matematika,
Pa športno vzgoja, valjda. Itak. Sej je športnik. Kaj je že treniral? 2 športa? Se jaz to prav spomnim. Treniral. Ja, pač obiskuje atletiko, košarko, pa čakaj, kam še hodi? Na plavanje. Košarka, valjda, ne? Luka Dončić, ne? Vsi hočejo biti Luka. Tako da enkrat sva celo, mislim, to je bilo tako doživetje, srečala Luko v tistem kafiču pri Tivoliju, ki je treniral v hali, z očetom je bil. In ena kolegica, ki pa pozna, ki tudi oni trenirajo tam, in je rekel, Luka, bi se slikal s tam malimi. In je mislim, to so bili veseli, so bili ko radio, vsi 3 so bili, Jaša pa še 2 punčki. Ja, to so ga pa res visoko. Se pa še mami hodila slikati, valjda ne. Mami je bila neroden. Ja, itak. Valjda, če pa je Luka Dončić. Tako. Itak, valjda. Je ful dobro. Ampak, ko si omenila to estetiko, ne? Zdaj tudi za tebe vemo, da si vedno urejena, vedno si lepo oblečena. Hvala, enako v bistvu. Hvala. In tudi člankov je veliko v tvojih stylingih, a ne? Kar opazimo. Se mi zdi, da kar potegnejo tu pa tam kaj, čeprav načeloma tako v vsakodnevnem življenju sem ful športno oblečena. Mislim, v bistvu najrajš dam nase pajkice in hudi superge, zaradi tega, ker grem itak v opero, a ne? Se tam slečem, preoblečem v baletna oblačila, a ne? In potem spet oblečem v nekaj udobnega in šibam domov, ne? Ali pa, ne vem, trgovino, potem Mauga v Tivoli. Tako da nekako se zares ful, mislim, ne sledim vsakodnevno nekim modnim smernicam, pa se ne trudim, da bi, ne vem, zgledala ko iz časopisa. Kar ti je všeč, to nosiš. Pa kar mi je udobno, zaradi tega, ker dejansko, mogoče, če bi pač delala v pisarni, bi več dala na to, da bi prišla urejena, mislim, pa neki, ne? Ampak tako pa pač, mislim, jaz sem res športnica po poklicu, na nek način, balet, ne, šport in... Ampak ja, tudi vedno, recimo, ko se preoblečam v baletni garderobi, imamo punce, sploh punce, ful damo na to. Take ful lepe drese, pa vedno si kakšne lepe kikelce, tako zrihtamo za vaje, a veš. Pa tudi uhančke, vse to tako, zaradi tega, ker vseeno se pač cel dan gledaš tam v špegel, pa nekako si moraš biti všeč, ne? Sej valjda samozavest pride s tem in nekako pri plesu res moraš imeti samozavest. Tako da ja, nekako imam pol tudi neke stylinge v službi, a veš. Pač v baletni dvorani, ne? A namazane so tudi med treningom? Mislim, kakšen dan recimo, ja, ko imaš slab dan, pa si rečeš, danes bom pa nekaj spremenila in si daš ful rdeče šminke. Ali pa, ne vem, si narediš figo tle gor. Ali pa, ne vem, 2 kitki. A veš, pač tako, ampak večinoma pa ne, imamo figice, trepalence, nekaj pretiranega, ne, kar pač švicaš, ne. Itak. Mislim, itak znojiš se in je pač brez veze na nek način, ne. Tako da danes, ko po najnem pogovoru ne boš prišla v legicah v opero in boš celo urejena. Ne, to šminko bom takoj dol dala, ne bom šla danes to šminko. Se ne počutiš, da bi imela danes šminko? Ne, veš kaj, če imaš rdečo šminko, pa res vsi bulijo v tebe. Sploh v baletni dvorani, ko se mi zdi, da smo vsi tako taki sivkasti, a veš, pa. Veš kaj, nisem razpoložena, da mi bi danes gledali, ker so mi dve tako zgodni, da po moje bom še malo... A smo v redu? A smo še zaspane? Se veš, ker sem potrdila to uro, se mi je zdelo tako full fine, ja, the best, bova začela tako le dan. Pa danes zjutraj tako, ne, ni bila dobra. Ampak glej, ok, zdaj sem že v redu. Sva tukaj, pijeva kavico. Hvala ti za tole. Kakšno piješ? Ful je dobra, americano. Vedno? Odlična je. V bistvu, mislim, zadnje 10 let, ja. Prej sem skozi pila kavo z mlekom, pol vmes sem imela neke te kratke variante, zdaj pa ful rada tako uživam. Zdaj pa do vrha. Ja. Veš, ja, zdaj pa do vrha. To se ti pa vmes malo spremenilo? Prav tako, ne vem, zdaj mi tako prav paše ta okus kave, pa ne vem, vzamem si cajt. Lepo, no, vsaj tu, a ne? Ti imaš z mlekom? Ja, vedno. Mislim, jaz tudi, ja, ker sem bila tako stara, ti sem skozi z mlekom pila. No, bom videla pa čez par let, če se bo tudi meni obrnilo. Ne, se mi pa zdi, da če pijem z mlekom, da je ena, ne vem, sladička, tako sploh ni, malo se zgubi, a veš, nekaj tako. Ja, jaz sem vedno kar sita po kavi. Ja, ful zaradi mleka. Ja, zaradi mleka. Itak, ja. Pa pravijo, da ni tako zdravo, pa to, mislim, ni to razlog, mislim, ta ena kava te osrečine ubije. No, tako. So pa še spijem takimi gosti in je čisto posebna. In iz lepih šalčk. Ko si še prej omenila da se ful uredite, pa oblekce pa to, a te je to kot malo tudi ful privlačila, da bi pa bila balerina? Mislim, seveda, mislim, da čisto vse punčke sanjajo nekako o tem, da bi bile neke princeske in
da bi imele možnost imeti lepe oblekce, bleščice, kronce. Mislim, pač to spada, to je del odraščanja, mislim. In ko sem bila majhna, v bistvu sem si to ful želela. Seveda, ko si pač otrok, si tudi predstavljaš, kaj vse stoji odzadaj za tem, ne. Da to ni samo, Ni samo oblekca. Ni samo sijaj in blišč, ampak je pač veliko dela in veliko tekmovalnosti, veliko odrekanja, vsega tega, ne. Ampak ja, pa, ker sem šla v baletno šolo, vsakeč, ko smo imeli nastop, smo se tako veselili tega nastopa, ko so nam potem učiteljice naredile frizurce, pa mašance, pa vse, pa make-up smo lahko imeli. Koliko prej ste že pol prišle? Ja, mislim, ful. Ja. A veš, kaj je bilo to za otroka? Tako enkrat letno smo imeli tisto produkcijo in je bilo to tako, wow. Pa itak, ko pa ugotoviš, da si dober v tem, pa da imaš vedno več tega, te pa nekako to žene naprej, ne. In pol sem si nekako želela v gledališče, zaradi tega, ker tam je pa pač to točno tako, ko mora biti, ne. Ja, in evo. In še vedno žariš, ko govoriš o tem. Veš kaj? A žarim? Je prav wow. Veš kaj hecno, ko sem si že parkrat v zadnjih letih, sploh zdaj, odkar imam otroka, rekla, sej, okej, neka kariero sem že naredila, zdaj se posvetim bolj otroku, recimo mogoče televiziji, a ne. Ampak pol vsakič, ko pa dobim spet neko vlogo, a ne, pa kar sama sebe zalotam, da mi je toliko fajn. A veš, toliko fajn. In glih recimo zdaj spet delamo en projekt, pa me vse boli, pa imam to poškodbo, pa ono, pa tretjo. Pa treninge cel dan, ne? Ja, pa nisem rekla ne projektu, ampak pa sem rekla, pa se ne vem, če bom zmogla, pa ono, pa se sploh ne veselim več. A veš, kaj me vse toliko boli, pa toliko sem utrujena, pa ne morem, pa prestara sem. In pol tako, ne vem, 2 dni nazaj smo imeli s celim ansamblom in plešamo svoj solo in neham in se tam usedem ob strani in prijeta pač 2 sodelavki do mene in rečeta, joj, Ana, tebi še vedno to ful dobro, ne. In mi je bilo tako, kaj? Ja, ful dobro izgledaš in ful se vidi, da ti je toliko dobro. Še vedno uživaš, ne. Pa jaz tako, joj, ja, ful, ne, a se ful vidi. Samo, a veš, kar ne moreš verjeti, ne. Ker ja, ne vem, ja, ko si enkrat zaljubljen, to umetnost si skozi zaljubljen, ne vem. Podzavestno očitno prije ta ljubezen tudi. Tudi če si prej ne vem, koliko jezna. Čeprav me vse boli, pa vem, da komot bi že lahko res nehala. A veš, mislim, tako moja duša bi bila mirna, če bi nehala, no. Ni zdaj, da si želim še ne vem kaj doseči, ne, ker sem dosegla vse skoraj, kar sem si želela. Ampak, a veš, pa še vedno, ko pa plešem, mi je pa tako lepo. Veš, kar pozabiš, da te vse boli, pa. Verjamem, ja. Ne vem, tako lepo je. Lepa umetnost je, no, sama je težka. Težko je. Si od vedno imela nek tak mejnik, kaj želiš doseči, da si boš rekla, uspelo mi je? Mislim, sem kar na Pop TV-ju me kliče malo piflarka. Zaradi tega, ker za žirantsko mizo pač, če kdo vse ve, kdaj ob kateri uri, kako, kdaj bo kaj, kdo skočil, kdo prvi govori, to sem vse jaz, ne. Aha, okej. Ne naučim se vsega na pamet, zapišem si, a ne, ko pač drugim se ne da, ne. In pač tako, kjer je na vrsti? Ok, zaporedje, Andrej Marjetka Lado, Ana. Tako da, ja, malo me kličejo piflarka in se mi zdi, da nekje med odraščanjem, no, tam v najstniških letih sem ugotovila, da če se na nekaj pripraviš, da ti ne more spodleteti. Oziroma, tudi če ti spodleti, ne boš samega sebe krivil. Je bilo pol že tako namenjen ali pa pač, ti si pač vse naredil, kar se je dal narediti, da ti uspe, a ne. In nekako sem se to naučila tudi pri baletu, recimo, ko parkrat nisem dobila recimo kakšne vloge, ker nisem bila skoncentrirana, si nisem recimo dosti hitro zapomnila koreografije in sem bila pol ful prizadeta, ne, in valjda razmišljaš, zakaj se je to zgodilo, ne, pa bi si zaslužila to vlogo, pa dobra bi bila v tej vlogi, pa vse bi dala na svetu za to vlogo, pa je nisem dobila, ne, ni fair, ne, in pa razmišljaš, ne da ni fair, moja krivda je bila, ne. In ja, da če lahko ti narediš, da vse te faktorje, ki v bistvu lahko ti narediš, da se pripraviš, ne, uresničiš in obkljukaš, potem ti praktično ne more spodleteti, ne? Na nek način, ne? Ampak je tudi pomembno, da priznaš, ne? Da pa je tvoja krivda, kot si zdaj povedala. Ja, tudi to je pomembno, ker v življenju srečujemo ogromno ljudi, ki imajo težave s tem, da priznajo, da kdaj kaj narobe naredijo, in se mi zdi to en tak korak, mislim, en tak dokaz z neke zrelosti, da si sposoben priznati. Predvsem pa tudi samo sebi priznati, ne? Ker v bistvu najlažje je iti domov, pa druge kriviti za vse, a ne, pa mogoče si pa res sam kriv, ne. In od takrat sem se nekako naučila, ja, da če sem pač nepripravljena, da pač sem sama kriva, ne.
niso drugi krivi za moj fail, takšen ali drugačen, kjerkoli pač zdaj, ali na televiziji, ali v baletu, ali ne vem, kot starš, ne? Ali kot prijatelj, kakorkoli. Ne? Mislim, če ne vlagaš, ne dobiš nazaj, ne? Nekako. Posod je tako, v bistvu. Čakaj, kako smo do tega sploh prišli? Ne vem. Jo, leko govorim, veš, tebe je pa skrbel. Se už veliko govorila. Ja, ker si rekel, da je zgodnja ura. No, pa vidiš, pa sem že zaplavala čist. Ne, vprašala sem te, če si imela kdaj točno mejnik, ki ga želiš doseči, da si boš rekla. Ja, v bistvu mislim sploh glede baleta nekako. Jaz sem si tako zadala, da bi ful rada prišla pač k nam v gledališče za začetek, ne, dokler pač tok nekako ne končam šole, pa ne, ker sem se še navadno šolo delala zraven gimnazijo, pa potem tudi faks, ne. Kaj pa si bila na faksu? FDV trženje. S tem, da uspela sem glih 2 letnika. Ne bi se s tem hvalila, prosim. Veš zakaj? Zaradi tega, ker sem v bistvu že v operi bila takrat in potem sem takoj dobila glavno vlogo, ne? Klare v Hrastaču. In v bistvu pa nisem hotela več nikamor ven v tujino na audicije. Jaz v bistvu sem imela nekako željo iti kam ven, plesati kje zunaj, ne? Ampak mi je bilo pa v bistvu pol tako lepo, da so se mi vrata odprla takoj v ljubljanski operi, da sem si rekla, zakaj bi šla stran bom od družine, stran bom od prijateljev, od vseh, ki jih poznam, nekje bom tujec, a razumeš, nikoli ne bom tam doma, vedno me bojo imeli, kako, ena Slovenka. A veš, tukaj sem spoštovana, lahko plešem prve vloge, imam prijatelje, družino, vse, zakaj pač ne bi bila tukaj, pa se še vedno lahko grem, če mi ne bo okej. In pa se je pa kar nekako moja kariera vzpenjala in pol pač nikoli več nisem hotela iti. In v bistvu zdaj, če si iskreno, če pogledam, mislim, se mi zdi, da je prav, da sem tle ustvarjala, dobro se je v bistvu obrnil, ustvarila sem pač ogromno enih vlog v teh 20 letih v operi in ja. Nekaj, zdaj se bom pa smerati začela, kako sem bedna. Še to moram povedati, da odkar sem mama, jaz sem tako emocionalna, boš videla, zapomnim si te besede. Res, to je grozno. Se vidimo na talenti. Čeprav, tam sem smerala že prej. Čeprav, se Marjetka me letos šiša. Ja. Marjetka je kar imela trenutke, ko smo ji, kako že ona reče, fasado mi morate pa. Da ti si še v redu. Ja, sem prav letos sem mi napisala po 1/3 oddaji. Stara moja, mislim, da si prevzela lento, glavne jokice. Začela si ti, pa je pa nadaljevala. Ja, jaz ko mal, ona pa... Ja, pa imaš pa prav pa vedno, dajte mi to popraviti. Ampak, veš, včasih je tudi, ko si tam, toliko enih zgodb slišiš, a veš, toliko enih ljudi prihaja, pa v bistvu imajo tudi zelo težke zgodbe, a veš, in mi to gledamo cel dan, ne, te audicijske oddaje, to je ful ljudi, pa z otroci, pa ne vem, z boleznimi, ki se srečujejo, pa, a veš, pa ne vem, na robu preživetja, pa ne vem, ta palestinska je zdaj prišel, ki so s pištolami na njega, pa se je mogel sleči do nacga, pa ne vem, tam, mislim, groza. In potem se ti to tako nabira, da včasih pride neki čist mejhanga in se ti začneš jokati, ker se ti je že odprej. Sam pač, valjda gledalci tega ne ve, ampak mi smo pa mogoče že toliko čustveno, a veš, raztreseni, tako kot včasih, ko gremo kar v smeh, pa noben ne ve, zakaj se zdaj žirija reži, razumeš, ko pač prideš do enega, ne vem. Ampak se ne moreš pripraviti na to, ne? Ne moreš se. Mislim, se to pa čar te oddaje, se mi zdi, zaradi tega, ker je ful, za nas je vse tako narejen, da je res presenečenje, ne? Zato, da smo pristni, da ni nekega fejkanja, zato, ker imamo tudi navadne ljudi pred sabo, ne? Nimamo pred sabo zvezdnikov, nimamo pred sabo ljudi, ki bi bili navajeni biti na televiziji, ne? Imamo ljudi, ki so se bili pripravljeni ful izpostaviti, zbrati ogromno poguma, da so prišli tja. Ja, in se razgaliti. Ja, razgaliti dobesedno. Mislim, sej, načeloma smo mi vedno prijazni, sam, a veš, vseeno, kritiko je težko prenesti, sploh če je, ne vem, pred celo državo. In se mi zdi, mislim, občudovanje vsakmu, ko pač pride tja gor, sploh pa, ko pride lepo pozitivno, a veš, in v bistvu sprejme tudi kritiko konstruktivno in v bistvu si reče, no, da zdaj vem, evo, cool, bom šla domov, bom razmislila. A veš, tako v takem smislu, da ne vzame tega kot žaljivo ali pa karkoli, ko v bistvu res ni, no. Čeprav glede teh zgodb sem se zdaj spomnila na Ano Praznik in na delovno akcijo, ki je tudi sedela tu pred tabo in je rekla, da se ne moreš prepraviti, ne moreš na te zgodbe in na vse to. Kako te lahko kaj zadane. Zdaj v bistvu vidim povezavo zdaj med vami, ne? Ne more, res ne moreš se prepraviti. Pač ja, ne vem. In pa, ko priješ domov, kaj? To vse pade dol,
Kako se počutiš? Veš kaj, najprej pade dol 300 kg laka, make-upa, trepalnic in ne vem, če sem vsega, kar mi dajo tam gor. Pa itak, včasih grem, včasih preletim, potem zvečer oddajo. Zaradi tega, ker ti itak toliko še glava dela, da ne moreš spati. Mislim, včasih gremo tudi, recimo, gremo na kakšno pijačo po oddaji, vsi štirje, zaradi tega, da se malo predebatiramo, kaj se je za Boga danes zgodilo, ne. Tako da, ful mi je težko spati, potem pa umiriti misli po tem vsem skupaj. Veš, predvsem zaradi tega, ker so to resnične zgodbe, ne. A veš, ker ni narejen. Mislim, sej delamo televizijo, delamo oddajo in sej televizija naredi, da je kaj mogoče malo bolj zanimivo ali pa vznemirljivo ali pa kakšno presenečenje. Ampak vseeno, mislim, človek tam je pa tam, ne, s svojo zgodbo, s svojim življenjem, ne. Tega pa ne naredi televizija, ne. Itak, Mislim, marsikaj slišimo. Predvsem, mislim, ful nas gane itak, ker smo vsi starši, če pride kdo z otroci gor. To v bistvu kako nekako, si najbrž otrok želi na talente, pa recimo mu mama ostreže, pa gresta skupaj, pa se mi zdi to tako lepo doživetje. Ne vem, kad ta malo pol pride v šolo, pa wow, ti si bil pa na talenti, wow. Kako mora biti dober. Drugače mi je pa všeč tudi, da je moj ta-mal začel letos ful spremljati, ker pač njegov oči, ne, Miha tudi, on dela pa stage management, pa postavlja vse te koreografije od zadaj, pa pač dela s temi talenti, ne. In je veš, tudi ta-mal bil cel car, ne, valjda, mami ga je pripeljala, je šel najprej žirijo spoznati, pa je pa oči pelil po celem studiu, rdeče gumbe sta pritiskala z eno prijateljico, pač ful mu je dogajalo, ne. In pol je ful luškano, ko ga pripeljem v šolo, pa tako vsi, ne vem, petrčki, šestrčki, tako, a to je tvoja mama, Blagič, kva si en Blagič. Blagič? Ja, to je zdaj slang. Aha, ne poznam te besede. Ti ne poznaš? Jaz sem pač slišala pred šolo. Blagič. To je tako softič, okay. Gde kao blagor tebi in potem kao Blagič. Ok, sem mislila, da soft blago, da je to ok. Ne, v bistvu veš kao blagor tebi, da je to tvoja mami, kao, ki dela na televiziji in potem kao iz tega izhaja Blagič. Nekaj novega vemo. Grozen. Mislim, kaj bojo te ta-mali si izmislili? Vse, daj. Pa se veš, Blagič, Fejmič, uno, tretje. To je zdaj grozen. Pač fakt. Ti zdaj vse obnavljaš, matematiko, veš angliščino. Pa še slang se učim na novo, a veš. Wow. Vidiš. A to svedla, da zdaj je ful moderno spet stop igra. Kdo ki govori, pa ti hočeš nekaj povedati, stop igra. In potem ti poveš. Res? Ja. Mislim, to smo imeli tako mi pač, ne vem, 30 let nazaj, ali pa še več smo rekli kao, stop igra. Pa si kao kaj povedal, veš. Zdaj pa kar oni spet. Wow. Je prišlo nazaj. Ti po moje si to spustila, ne, ko si ga po moje. Čeprav znano mi je, vem, da je bila neka ta fora. A ni hecno? Nismo pa to imeli tako. Butes, da se pogovarjaš in pol kar nekaj, stop igra. Ampak pol kar vsi upoštevajo to. Ja. Upam, da ti tvoj Jaša to ne naredi doma, reče, mami, stop igra. Ja, mislil si, bom jaz stop igra. Ne, itak se zavedam, da vse te stvari bojo še prišle, ne. Mislim, pač, ko bo ta-mal, a veš. Ja, zdaj 7 let si rekla, drugi razred. Ko bo mi marsikaj rekel nazaj, pa ko ne bo sta več mami pa oči najbolj cool na tem svetu, a ne. Tudi zdaj recimo ga že toliko drugih ljudi zanima, a veš. Pa tudi včasih že tako, pa ne zares zavija z očmi, ampak tako kao, mami, no, pa se veš, da to ni tako, ali pa ti tega ne veš, no. A veš, in mi je tako, najprej, valjda te prizadane, ali ti je pa tako, kaj se je zgodilo z mojim otrokom, ne? Zdaj pa mi je smešen. Zdaj mi je pa smešen, ko ga včasih še zanelašmo, kaj zaradi tega, da pol on lahko reče, mami, ti tega ne veš, no. V prvič je pa bil šok, verjetno, ne? Ja. Ja, tako, ko mi bo prvič, ko ne vem, ko mi bo orankal zavil z očmi, ali pa kaj rekel nazaj, veš, joj. Saj si v enem intervjuju tako ful lepo rekla, da zdaj še vse delata skupaj, preživljata čas skupaj. Ja, zaradi tega, zdaj sta mami pa oči še najbolj kula, veš, za enkrat, ne? Misliš, da ti bo pol težko, ko pa kar naenkrat tega ne bo več? Mislim, se po mojem vsakmu staršu težko, sam je čisto odvisno od tega, kako se pripraviš, da je to en normalen življenjski proces, ne? Ja. Pač to tako more biti, ne? Nisi otroka na ta svet spravil zato, da bo zraven tebe cel življenje stal, ne? Mislim, ti si pač dolžan ga vzgojiti v človeka z nekimi moralnimi vrednotami, a ne, pa poštenega,
predvsem pa mu omogočiti veselo življenje, mislim, srečno življenje, ampak ne pa ga prevezati na sebe, ne. In tudi, recimo, ko so šla z Miho narazen, sem brala neko knjigo o tem, mislim, pač otroci pač staršev, ki so narazen, ne, kako pač prilagajati in vse to. In je vmes tudi pisala, recimo, ko je pač otrok že v najstniških letih, in če recimo izrazi željo, da bi pa rad zdaj živel pri očetu, in če je pač oče pošten človek, ne, in mislim, če je pač oče normalen, ne, da ni nič narobe, da mama to sprejme, to odločitev, in ga pusti tam živeti. Recimo, in mene to čist, ko si ti nor, ni šans. Ampak veš, pol v bistvu ful lepo obrazloži v knjigi, zakaj, ne? In je smiselno, no. In zdaj, ne da si želim, da bi zdaj Jaša čez, ne vem, 7 let šel k očiju živeti, pa ne bi več nič bil pri meni, ampak nekako, ja, treba je tudi njih upoštevati in vedeti, da odraščajo, ne. In enkrat bojo se odlepali od nas, ne. In mami pa oče ne bosta več najbolj cool na tej svetu. To je tvoja največja skrb. Ja, enkrat mi je en kolega rekel, ki ima tudi 2 otroka, pa smo pač ful dobri družinski prijatelji, ne? Pa je pač rekel, ja, ki ima že starejše, ne, 12 pa 14, pa je rekel, ja, jaz zdaj druge ljudi prosim, da vzgajajo moje otroke. A veš, pač v smislu, ne vem, ker je pač tam malo prišel, pa je bil ful impresioniran, kao, ja, daj povej mi malo, kako je v studiu na talentih, pa to pa Lado, pa gor pa dol. In pa mi je pač ta friend rekel, no, zdaj imam jaz druge ljudi, da vzgajajo moje otroke. A veš, pač v smislu, ker ne porajtaš več staršev, ne, ko si toliko star, ne. V eni fazi prideš na to malka, kaj pa ti veš, oči. Pa nekaj, kar bo nekdo drug rekel, ne mami pa ati, druge ljudi bolj začneš nekako poslušati, pa ubogati. Ampak to je čisto normalno. Mislim, vsi smo bili vsi tako. Ja, itak. Dobiš neke vzornike, pa tudi, če so to prijatelji, ne. Čeprav, mislim, tudi tako se mi zdi, da je ful razočaranje, recimo, ko se zaveš kot otrok, ne, da tvoja mami pa oči ne veste vsega na tem svetu, ne. Mislim pa, da niste najbolj pametna. To je kar tak udarc, ne. Ja. A veš, recimo, to sem tudi jaz imela v življenju, a veš, ti sprav, ker skozi misliš, mami pa oči vse lahko naredita, vse zmoreta, vse premagata, za vse poskrbita, a veš. In nekako tako odraščaš, ne. Saj pol nekje dobiš zavedanje, da seveda ni to tako. Ampak recimo, najhujš pa je potem, ko si pač že odrasel, ne. In ko tvoja dva starša ratujeta stara, ne. Recimo zdaj, ko sta pač pri meni oba dva ratala pač dedi pa babi in sta pač že res seniorja, ne. In ko je bil trenutek, ene par let nazaj, ko sem ugotovila, recimo, da zdaj mi pa oče ne more več nič pomagati. A veš, in pol kasneje sem ugotovila, da mi tudi mama ne more več nič pomagati. Ne fizično ne more nikamor z mano iti, nič ne ve boljš kot jaz, ne vem, ne zna, ne vem, niti mobilnega telefona na slajd uporabljati, a razumeš? Ja. Pač vse moram zdaj v bistvu jaz njima pomagati. A veš, in je bilo v bistvu nekako tako, kar naenkrat se pa pol počutiš malo osamljeno, a veš? Ker vedno nekako skozi življenje, seveda, če imaš to srečo, da imaš oba starša, jaz sem imela to, ne, če življenje, ti oba pomagata, ne. Vedno, ko je, ne vem, oči prid me iskat, oči, daj mi gumo zameni. A veš, vedno, tudi, ko sem se odselila, še vedno sem lahko poklicala oči, mami, a veš, kakorkoli. Ampak pol v eni fazi, ko pa pač sta toliko stara, ne, ti ne morata več pomagati in to je mene tako prizadelo. Pa ne zato, da se jaz sama ne bi mogla znajdati, ampak tisto občutek, da vem, da sta ona dva nemočna. A veš, da je njima v bistvu hudo, da mi ne morata več pomagati in da mi ne morata biti več na nek način koristna, ne. In se vloge obrnejo. Ja. Pa čeprav veš verjetno, da prihaja do tega. Tudi to v bistvu, tudi to veš, da prihaja. Tudi to je naravni cikel, tako kot to, da pač ta malmu jaz ne bom več cool, pa bom še vstrana, ne. Ampak, ja. Spet se ne moreš na to pripraviti, ne. Ne moreš se, ne. Mislim, je kar šok, ja. Kaj pa so še bile te kake težke po ločitvi, ko si se ravno tega dotaknila, tak neka spoznanja ali pa kaj takšnega? Mislim, predvsem je to, da imaš otroka potem samo 50% časa, ne? In že itak, pač nekje sem brala grozen, da ne vem, do otrokovega 12. leta preživimo 80% časa vsega, ki ga bomo z njim preživeli v življenju. In pol te to kar malo tako, veš, in potem se reče, zdaj pa, če ga imam samo še 50% časa, ker že itak ga ima en teden oče, en teden jaz, je pa to kar... Se pa kar zmanjša ta procent. Ja, in potem se ti zdi na nek način, da moraš maksimalno izkoristiti vaš čas, ki ga imaš z njim, ampak pa narediš napako, ker pa bi mu pa dal vse na tem svetu, pa si imel skozi dober z njim, pa skozi najboljš, in potem se kar en dan zbudiš in ugotoviš, danes si ti razvajen. In pa rečeš...
zdaj moram pa vse od začetka, veš, in pol postaviti meje lepo nazaj. A veš, pa jih nočeš, ne vem, pač gremo v ponedeljek iskati otroka v šolo, ko ga je imel Miha recimo cel teden, ga cel teden nisem videla. A veš, zadnja stvar, ki mi je, da bom jaz zdaj njemu, zdaj pa pospravil sobo, zdaj pa to narediti, pa to, pa se pa lahko greva zabavati. Ampak moram, ne? Ja. Moram zaradi tega, ker na začetku, ko smo šla na razen, smo oba vse dajala in potem v eni fazi ugotoviš, pišu, kad ta mavna je odkole mota, vse ima, kar hoče mi, da sem skačeva okrog njega, a razumeš, da se bova ja čim več ukvarjala z njim, da mu bova čim več dala, da ne bo občutil tega, a veš, te separacije. Ja, ma skužila sva oba dva, da kad ta mavkrat naenkrat je zamenjal plato, a razumeš, kaj je bil on ta glaven. Ja, a veš, ko imaš ta občutek mal krivde, ne, in potem pač hočeš otroku ful dati. Pa ugotoviš, da to mu ne bo nič pomagalo. Mislim, mogoče v enem trenutku, na dolgi rok pa ne. Na dolgi rok ti bo pa bolj hvaležen, če boš postavil neke meje. Ampak koliko je bil takrat star? Ko so šla midva na razen 4. Mislim, se mi tudi zdi, da to je še taka starost, ko čisto zares ne dojema toliko te neke celice družine. No? Pa tudi zdaj, recimo, jaz vidim pri njemu v razredu pol jih je ločenih pol ne. Mislim, je to tako nekaj takega normalnega. Mislim, polovica otrok prihaja vsak teden z drugim staršem, recimo. Tako da, ja, je to kar normalno. Mislim, nažalost, no. Ja, nažalost, ampak po drugi strani pa ja, lej. Ja. Se mi zdi, da včasih ni bilo toliko tega pa teh. Ne, se mi zdi, da so se ljudje bolj so se potrudili biti skupaj. Se pa spet odvisno, ne, glede na ta življenjski ritem, ki ga imamo, ko že itak toliko hitimo, pa nimamo časa en za drugega. Smo nekako kar prisiljeni v to pol, da zapostavimo partnerja, pa nekako pol je, ne vem, nekako so otroci, je služba in pol tam nekje je pa partner, ne, kar je pač čist narobe, ne. Ker zdaj sem v bistvu razmišljala, da v osnovni šoli vem sam od ene sošolke, ki sta bila ločena. No pa ti, pa jaz pa sploh recimo, ko smo bili takrat, čeprav, ne, v bistvu 2 sva bile ločene. Ena je bila skozi ločena, pa moja 2 sta se ločila pri 13-14 letih, ko sem bila nekaj tacka stara, ampak sem bila tako vesela. Tako sem bila vesela in polka mi kdo reče, ja, jaz ne bom šla stran od njega zaradi otrok, zdržala bom še 5 do 10 let zaradi otrok, kao. Ne tega delati. Mislim, moja 2 sta vztrajala, ko se spomnim, od kar sem bila majhna, da je bila skozi tenzija doma. In sta pač vztrajala do mojega 14. leta. Meni, ko se je oče odselil, pa mislim, sem imela oba najrajši na svetu, meni je bilo tako mi je odleglo. Tako mi je odleglo. A veš, in v bistvu tudi, ko pomislim nazaj na otroštvo, pa na vse te, recimo, praznike, Božič, tretje. A veš, vedno imam mal, ko je bila vedno neka bojazen, da se ne bomo skregali. Veš, da se ona 2 ne bosta kaj, da ne bo kaj. A veš, vedno je bila mal tenzija. In se mi zdi, da zdaj, zato, ko imam sama otroka, se zdaj ful želim, da bi pa ta mal imel res ta full happy vibe. A veš, saj za te rojstne dneve in te praznike, a veš, da imaš nek tak lep spomin pol kasneje. Mislim, jaz imam tudi lep spomin. Mislim, mene sta imela oba 2 nepopisno rada. Mislim, zame sta se žrtvovala, naredila vse, naučila sta me ogroman, res. Ona 2 sta v bistvu mi naredila kariero, mislim, me podpirala, vse, ampak pač, so bi lahko šla na razen že 5 let. Res, sam to, tako da se mi zdi, da ta razlog, kao zaradi otrok bom vztrajal, ne vem. Ja, mislim, jaz ne poznam veliko teh primerov, tako da mi je zanimivo to poslušati, ne. Si pa predstavljam, da itak, da otrok to čuti. Mislim, vztrajaš zaradi sebe pa zaradi partnerja, ker ti je vredno biti s tem človekom. Ja. Otroci bojo v redu. Otroci v bistvu vse razumejo in ful so prilagodljivi. Ampak čutijo pa še milijonkrat bolj kot mi. Ko mi mislimo, sej ne vid, mislim, čut. Itak, tudi če ne pokaže. Otroček, mislim, je tle bil in te pozna in točno ve, kako mamica diha, ko je pod stresom, kako diha, ko je žalostna, kako je, veš, vse to čutijo. In je ful luškano, ko včasih ta mali 7-letnik, veš, ko vidi, da sem kaj žalostna, ali pa da res neki ful ni v redu, ko pride do mene, pa me kar tako, mami, v redu je. A veš, in ti je pol tako, mucek. A veš, in je ful lepo. No, zato se pa pač splača imeti otroke. Ful lepo si zdaj to povedala. Pa vse to z dihanjem, pa to, to sploh nisem razmišljala. Ja, veš, tudi recimo, kdaj zvečer, ko ga dajem spat, ker pač še vedno ga je treba malo dati spat, ne. Ampak meni se zdi to čisto lepo, da si malo z njim. A veš, da vsaj zvečer ima ta nek tak mir, neko tako intimo in se malo pogovoriva, pa to, pa ga pa dajem spat, pa veš, ležim zraven njega, pa če moram pol še ful enih stvari narediti, pol tako dihaš, ne. A veš, ko pač v glavi razmišljaš, ne, pač kaj bo še vse naredil zdaj, ko pač bo on zaspal in gor in dol, ne. In prav čutim ga, da tudi on pol nemiren rata, veš.
Ja, če nisem jaz sproščena, pač čutijo otroci ful. No, lej, boš vedela, ko boš imela, no, pusti zdaj temo. Bom pa razmišljala, to mi je pa Ana takrat rekla. Ja, relax. Čuti to, čuti. Ja, valjda. Veš, kaj me pa zanima, kako pa sta Jaši to predstavila, da se vidva zdaj ločujeta? 4-letniku. Mislim, v bistvu, veš kaj, ful mi je težko o teh zadevah govoriti, zaradi tega, ker v bistvu je to ful osebno. Ampak mogoče sem na kratko, sva šla tudi po pomoč v smislu na pogovor, kako to narediti najboljš, da v bistvu najmanj prizadene otroka. In sva v bistvu res šla zelo počasi, res korak po korak, navajati otroka na drugo stanovanje. Ne vem, tudi Miha je šel, vsi smo šli potem v tisto stanovanje skupaj. Tako nekako, no, da se mi zdi, da itak pol po nekem času je bil on super ultra vesel, da ima 2 stanovanji, 2 igrače. Tako da ja, počasi. Otrok se prilagodi, ne? Ful počasi, ampak je pa prizadel vsake toliko časa, no, ko je pa mogoče rekel, mami, jaz pa bi, da bi, ne vem, z očem skupaj kam šli, ali pa zakaj pa ne gremo skupaj na morje, ali pa ne vem, nekaj takega. In tudi, ne vem, prve 3 božiče, potem, ko smo se ločili, smo še vedno skupaj preživeli. Sem tudi jaz tam prespala, zaradi tega, ker malemu pač to ful pomenil. Tako da, ja. Mislim, je težko, ampak se mi zdi, da se da, če imaš pač na drugi strani človeka, ki je glih tako pripravljen narediti vse najbolj za tvojega otroka. Mislim, za vajnega otroka. No. Tako da tle sem pač hvaležna, da je Miha takšen, kakor je, da je res mislim, fantastičen oče in skrben in vse. In mislim pač, bi vse dal za Jašo in sva vse pregovorila, še zdaj pregovarjava. Kadarkoli je kaj, se slišva. Sva po 1 uro na telefonu in debatirava, kaj čva zdaj narediti. Tako da, ja. Lepo. Pa vedno lepo pohvališ Miho. Ja. Enkrat si v tistem intervjuju pred 1 letom si mi zelo... Sem tudi ga hvalila? Ja. A slišaš? Ne, zelo lepo si rekla, da je z razlogom oče tvojega otroka. No, saj to je res, ja. To mi je bilo ful lepo. Mislim, dober sem izbrala. Čeprav se pač ni dobro končal, ampak zato sva kriva jaz pa Miha, ne moj otrok. Tako da, ja. Pa, ja. Jaz mislim, da pač, da je čudovit človek, sam morda v napačnem času ali pa morda, pač sama sva kriva, da nisva si vzela dovolj časa in za drugega, tako je naneslo. Mogoče, če bi se vse zgodilo še enkrat, bi bilo drugače, ampak ja, tako je naneslo. Ampak lej, že z razlogom, zdaj smo vsi v redu, tako da gremo naprej. Tako je, lepo to slišati. Kaj pa zdaj, se ti kaj dogaja na romantičnem področju? Joj, nihte me to sprašati. Si rekel, da imaš raje, da te vprašamo? Dokler ne bo neki ful, najbolj resnega na tem svetu ne bom delila. Okay. Drugač pa pripravljamo novo premiero, Maria de Buenos Aires, super tango, muska, the best, noter poeta, tudi Nuška Draščak pa Raven. Tako da imamo zdaj malo tako kombinacijo baleta in pevcev in je v bistvu full challenge. Pa tudi ful inspiring. Mislim, ful je navdihujoče, valjda, ko imaš, ne vem, kaj ti Nuška zraven poje, razumeš, pa ti plešeš, pa pa še Sara pač zdaj, ko gre na Eurosong, pa pač še v operi sodeluje, pa se mi zdi tako, zdaj smo pa res ena taka huda ekipa. Tako da se ful veselim, ja, čez 14 dni imamo to premiero. Torej, datumsko še povej, čeprav mislim, 15. februar. Da bo glih tam nekje tole šlo, tako da se bo poklopilo, ja. No, super, ja, 15. februarja je premiera, pa imamo ene 5-6 predstav. Koreograf je Renato Zanela, naš umetniški vodja. V bistvu je tako v 3 tednih postavil celo predstavo, ker nas vse pozna, itak valjda zdaj že 3 leta dela z nami in v nulo ve, kaj komu paše, cak. Tako da, ja, se ful veselim projekta. Malo bolj bo za dušo. Zaradi tega, ker so tudi pač pevci zraven, ker je taka glasba, veš, ta melos. Tako da, ja. Malo drugače, mogoče. Veš kaj, mislim, klasičen balet je vse en klasičen balet. Pač je neka tehnika, veš, ko plešeš glavno vlogo, imaš, ne vem, 2 ali pa 3 dejanji in je ful neke kondicije, ful je zadržati, tudi, mislim, velika odgovornost je, da neko zgodbo dostavaš in vse to. Tle je pa v bistvu tako, jaz igram Marijo v njenih 20-30 letih, v bistvu in imam samo nek kratek izsek, ampak tako dovolj zaplesati ene 3 stvari skozi celo predstavo, ampak take, da res uživaš. A veš, mislim, ni tako challenging tehnično, kakor je v bistvu igralsko, da ti podoživiš to
to njeno ženstvenost in to njeno tragično zgodbo, veš. In mi je v bistvu ful dobro tudi take stvari plesati, no, mogoče sploh zdaj, ko sem starejša, veš. Da ni samo, koliko piruetov bom zavrtela, koliko visok bom skočila, koliko, veš. Tako da ja, ful se veselim. Res na vseh področjih pravno čutiš in se mi zdi, da to verjetno tudi vpliva na tvojo vlogo, ne? Da se znaš uživeti. Absolutno, ja, se mi zdi, mislim, veš kaj, vedno nekako tako, sploh pa v umetnosti, se mi zdi, a veš, da je en X faktor, a veš, ko vstopi en na oder, pa lahko naredi najboljš tehnično ali pa ne vem kaj, ampak če nima enega žara, a veš, neki, lahko pa pride drug, pa bo komi zavrtel 2 pirueti, pa bo ne vem, ampak če bo to naredil suvereno, z unim žarom, s prezenco, z zgodbo, da bo predstavil vse, mislim, jaz rajš to gledam, pol konc dneva, ne? A veš, mislim, vedno se nekako tako ločimo, a imaš tisto ali nimaš, veš, plesalci. Mislim, se mi zdi enako, a veš, pri igralcih, pa, a veš, ko enega boš videl, ne vem, včasih, ko vidiš kakšno punco, ne vem, ko pride iz šole, pa tam stoji, ne vem, v zadnji vrsti, pa jo vidiš, a razumeš, v zadnjo vrsto jo vidiš. A veš, pa veš, tejle damo pa še 3-4 leta, pa ne bo več v zadnji vrsti, a veš. In je tako pač, ja, to je to, kam imaš ali pa nimaš, ja. To se spomnim, sem enkrat prebrala, ko so te tudi povezovali z enim soplesalcem, ne, zato ker si se tako ujela, ne? Včasih sem imela vsak mesec drugega fanta, to je bilo noro. Še jaz nisem sledila. In si pa tako zelo lepo rekla, da v bistvu na odru moraš čutiti to, da je vse pristno in da imaš rada človeka, itak, s katerim plešeš. Mislim, jaz sem imela ful srečo, da sem v karieri nekako skozi plesala s takimi fajn sodelavci oziroma plesalci oziroma pač ja, plesnimi partnerji, ker sem se z vsemi ful razumela. Mislim, se je kdaj zgodilo mogoče, da s kom malo manj, ampak te večje vloge sem res plesala, recimo pač Anton Bogov, ko je z mano začel, pač prvak mariborskega baleta, zdaj je že nehal plesati, ampak recimo on me je v bistvu streniral na nek način. Pol naprej v bistvu Lukas Cušlak, pol Kenta Yamamoto, zdaj Filip Jurič, a razumeš, skozi imam nekako tako take partnerje, ki so res cool, no. Prav moram reči, da so res cool. A veš, ko si pomagamo, ko nekako skupaj dihamo, ko ostanemo po vaji in še enkrat pregovorimo vse stvari. A veš, ko jim lahko rečem, dej tle me ne drž tako, no, ko pol ful čuden zgledam, zakaj me moraš tako prijeti? A veš, on mi nazaj reče, ne vem, lej, tle si težka 150 kil, a lahko drugače se odrinaš, prosim, ko mi ful vso težo me daš. A veš, in nekako predebatiramo in to je tako pomembno. To je tako pomembno, pa predvsem, da ne vališ krivde en na drugega. A veš, če kaj ne uspe. A veš, včasih naletiš na koga v plesu, ne vem, kaj ti zavija z očmi zraven, ali pa ti si skozi narobe, ti skozi. Veš, in to tako težko pol plesati, ker ti konstantno zbija samozavest, a veš, vsem drugim kaže, da vse je s tabo narobe, z njim ni nič narobe. No, evo, ne zna priznati. No, evo, pa se zdaj na začetku intervjuja, ne zna priznati. Ampak to se mi pa zdi nasplošno, da v baletu smo bolj punce tako, da skozi fantom, kako moramo to, kako to, da fantje so zdaj malo bolj ukazovalni. Mogoče, ker jih je manj, pa ker vejo, da je njihova vrednost malo večja, veš, ker imajo malo manj konkurence, kakor mene. A veš, in pol vejo, da se včasih lahko malo tako obnaš. No, ampak jih je treba znati, se veš, če prideš, pa če rečeš, kaj lahko naredim zate, da se bom v redu udrinila, da ne bom toliko težka, ker imam res 47 kila. Sej pa je Anton Bogov je recimo vedno rekel, Ana, pri tebi sploh ni problem v teži, veš? Pri tebi je problem v karakterju. Sem rekla, okej. Joj. V redu, tle pa ne morem pomagati, veš. Ampak zdaj, ko si že težo omenila, ne? Zdaj te moram povprašati o tisti izjavi, ki se mi zdi, da je cel splet, polno člankov je bilo. A, ko sem rekla, da sem debela? Ja. Ja, debela sem, ja. Mislim, zdajle res ne, ampak načeloma ja, celo kariero sem imela težave s tem, da mislim debela za balerino, mislim debela. A veš, zdaj bom 10-krat rekla debela, ker pač to me tako rečemo, zaradi tega, ker smo obremenjene s tem, ker je pač v našem poklicu boljš, če si tanek, lahkoten, suh, eleganten, ne vem. Žal je tako, no, še vedno. Čeprav zdaj zadnjih 20 let se poudarja to, da mora biti balerina zdrava, tako kot ne vem v manekenstvu. Ampak še vedno pač vidiš nešteto balerin, ki so anoreksične, tako kot manekenk. Je res, je. In še vedno jih zaposlujejo, čeprav jih v bistvu ne bi smeli, ne. Če mene vprašaš, bi mogel, ne vem, umetniški vodja reči balerini, ki je anoreksična, vidno anoreksična, pejt se pozdrav, pa potem priti nazaj, nimaš kaj tle delati. Se pa zgodi, da rečejo, kako anoreksične balerine še vedno lepo izgledajo na odru.
A veš, to je tako žalostno, ker na odru je pa čisto drugače, ko si ti obsijan s tistimi reflektorji, a veš, pa si cel, ne vem, v belem oblečen, a veš, zdaj, če ti nisi res zrezan in hiter znaš zgledati, a veš. Mislim, to so čist drugačna, sploh ne znam razložiti, zaradi tega, ker so me vsi, a si ti nora. Ampak ja, veš, jaz imam neko to žensko postavo in čim nisem res ful natrenirana in kar precej suha, no, znam zgledati, kratka zgledam, pa mejhna zgledam, ne, na odru potem. A veš, zaželeno je pa, da ti zgledaš lahkotno in dolg in ne vem, pač. Verjetno pa tudi veš, da je nam to težko razumeti. Ja, vem, da je bizarno. Se zaradi tega, pol prijem na televizijo in mi tako, ojej. In potem itak od momenta, ko prijem na televizijo, jem, vse pojem. Sem full happy. Tle lahko jem, pa mi vsi tako, jej še. A veš, ko v operi se skrivaš, ko ješ. Ne, hecam se. Ampak, ja, pač v baletni dvorani se res ne je pa teh stvari, ne. Ampak na talentih je pa skozi, Ana je lačna, pa ne ste neki. Ampak imaš pa težave z nihanjem telesne teže? Mislim, tako ti bom rekla, da v bistvu imela sem ful. Sploh, ko sem bila mlajša, po moje pač tudi to hormonsko, veš, v 20-ih, pa tudi še v 30-ih letih sem imela ful težave. Res, če nisem pazila, pa če nisem ko imela rednih treningov, sem kar znala dobiti lička, tudi zdaj, tako če pogledam, recimo moje prve videe iz Talentov, tako prvih sezon, ki sem jih delala, imam recimo na kakšnih oddajah ful lička, pa v kakšnih sem pa že normalna. A veš, sem pač ful trenirala, pa sem bila mogoče pred kako premiero, pa me je takoj pobral, ne? A najprej se ti v obrazu? Mislim, v bistvu se mi najprej urit pol ličko. Čeprav zdaj ne več, a veš, ko si starejši, pač bi si želela, da bi mi šlo kaj v ličko, pa mi ne gre več. Kaj ne naredim? Ne, tako da jaz se zavedam, da to za normalne ljudi zveni res malo fukjeno, da dam tako izjavo. Ampak smo se pa prav pogovarjali, da priješ v baletno dvorano, se gledaš v ti špegu, oni te gledajo in je skozi nekaj preveč na tebi. Skozi nisi dovolj dober, dovolj lep, dovolj suh, dovolj ne vem kaj. A razumeš, pa prideš ven, ti pa vsi rečejo, da si anoreksičen. A veš, in kako v bistvu handlati, da se ti ne zmeša, ne? Ne vem, ko si star 20, pa vse, kar si želiš, je, da bi bila balerina ali pa da bi imela pozornost, pa da bi, ne vem, te ljudje občudovali. A veš, kako handlati? Mislim, je težko, a veš, in pol kakšne naše punce res sem imela čez kariero pač žal možnost spoznati, ko so zaplavale čist, a veš, ali v bulimijo, ali anoreksijo, ali ne vem. Pa tudi pride do poškodb, ker je pač telo shirano, podhranjeno, mislim, stres frakture, želodec uničen, a veš, mislim. Pa se ti zdi to področje, ko hitro lahko splavaš, če nisi dovolj močen, verjetno v glavi? Ja, absolutno. Sploh zaradi tega, ker se mi zdi, da naši nadrejeni še vedno se ne ukvarjajo dosti s to problematiko, v bistvu, ker kao ni njihova stvar, ne. Mislim, sej načeloma, sej se pride do punce, pa se reče, le oprosti, nimaš več nobene mišice, razumeš, vse že visi na tebi, prosim, začni jesti, zaradi tega, ker boš zbolela, kaj si boš naredila, a veš, ne vem, koža tvoja je že cela transparentna, ne vem, lasje se ti že rečijo, a ti ne vidiš, ne? In potem reče, ja, ampak sej jaz jem. In potem oni so opravili svojo stvar, sej kaj ne? Niso njeni starši, niso, ne? Sam jaz mislim, da bi mogel obstajati zakon, da se, tako, a veš, ko so nekaj časa govorili, da bi kao prepovedali vsem manekenkam, da pač preprosto prepoved. Prav nek zakon bi mogel biti. A veš, ka tudi, ne vem, sam umetniški vodja ne more zdaj kar nekomu reči, zdaj pa ti pejt, pa ne vem. Po moje bi res mogel biti, zaradi tega to je bolezen, to je prav bolezensko stanje. Tako, ja. Pa si še enkrat rekla, da ti je zelo težko iskati to ravnovesje med mišično maso, da ti sploh lahko vse to izvajaš, ne? Ja, pa v bistvu kot si rekla, vse tiste poškodbe. Ja, zaradi tega, ker v bistvu, če ne ješ, ne, mislim, prihaja do poškodb, pa tudi moči nimaš, ne, ta prave, ne. Ne vem, mislim, ja, težko je, no, sploh če še vedno hočeš nekako normalno zgledati, ne, a veš, je ful težko. Pa ne vem, recimo tudi zdaj, ko mi kdo tako reče, joj, pa zakaj nič ne poješ, kaka si, vsa shirana, suha, veš, ko so kakšni pač nesramni komentarji, kje. Veš, pa si mislim, še vedno sem balerina, pač trudim se še par let ustvarjati in pač plesati, ne, in pač, a si kje videl debelo balerino? Mislim, oprosti, a veš? Vse si to nekako vzela v zakup, ne? Sem vzela v zakup in iskreno povedano, jaz rajš bi imela več kil. Mislim, tudi jaz rajš bi imela polna lička, ne pa... A veš, raj bi imela obline, ampak pač imam pa toliko rada ta poklic, da se mi zdi, da dokler še lahko kaj dam temu gledališču, bi še rada mečkan ustvarjala, no.
Mislim, jaz itak mislim, da ko bom nehala plezati, da bom vrgla 5 do 10 kg in to je to, evo. In pa boš imela ličke. Je neko, recimo pač Miha, ne, je vedno rekel, da jaz sem bila najlepša, ko sem bila noseča. Takrat sem dobila 16 kg, sem po moje dobila. In zdaj, ko pogledam slike, takrat se mi ni zdelo, da sem nekaj ful debela. Ne. Zdaj, ko pogledam slike, sem ne, drugače ful rada jem. Pač, mislim, meni je hrana pač ena najboljših stvari v življenju. Tako da, kakor imam rada balet, tudi ful rada jem. A veš, in pol, če pač vem, da moram paziti, si pač rečem, le, Ana, ješ, ne vem, ful dobro kosilo, pa še vedno pol lahko ob 5 nekaj poješ, pa pol pač se malo stisneš, da ne vem, ob 9 ne greš v hladilnik. No? A veš, toliko, da malo popaziš. In če tudi redno treniram, je to čist dovolj, ne? Čist zares, ne? Veš, ko se pogovarjamo o milijon dietah, pa to. Ne, se mi zdi sam, da si moraš normalno dati možnost vse jesti, ampak pač res ob večernih urah mogoče malo pomisliti, pišu, kaj zdaj pa ne bom. No. Vem, da bi tako pasal si en sendvič narediti, veš. Ampak pač zdaj pa ne bom, no. Pa bom raje jutri zajtrk obilen pojedla, veš, pa res nahranila telo nekako, no. Pa dobro potrenirala. Sej to, ja. To se mi zdi, veš kaj, probala sem milijon enih diet, pa vse sam škoduje organizmu, tako ali pa drugače. Ne vem, se mi zdi, da moraš najti samo eno ravnovesje, da si ne prepoveduješ stvari, no? Ker pol se cele dneve samo ukvarjaš, kaj, česa se lahko sploh še veselim, danes ne smem več nič pojesti. A veš, pač tako. Ja, itak. Ampak zdaj itak v teh letih si že ta svoj ritem ustvarila. Ja, sem. Mislim, tako pred premierami se mi zdi, da itak mi gre kar nekako dol teža. Pa še veš, kaj je zdaj, ne? Veš, včasih sem pač popoldne ležala, počivala, nogice imela v luft, gledala filme, zdaj pa pač laufam po Tivoliju, ker imam otroka, veš. Tako da več tudi mi je malo težje zrediti. Ampak ni problema, poleti, ko smo en mesec frej, kar dobim malo gor, tako da sem vesela. Veš, kaj sem te še hodila prej vprašati? Kak je občutek, ko pride mala balerina na trening in obuje tiste baletne copatke? A te, ki si narisala. Te, ja. Kakšen je občutek? A grejo takoj v te copate? Ne, sploh ne. Mislim, itak punčke, veš kaj, ko so majhne, se jim še razvija stopala, pa stopalo raste, pa vse to. Ne? In pač tudi še te oblike ni nekako, ne? In gležnji niso dosti močni. In najprej se učijo pač stati na pol prstih, da dejansko tam gor osvojijo balans in da se vse te vezi ojačajo. Ne? Mislim, da smo šle 12, 13, šele kao smo tako enkrat na teden probale malo copatke dati gor. Ni to tako hiter, ker je ful slabo, ne? A veš, sploh, ko se še razvija stopalo, pa... Tako da ne, sploh ni tako hiter. Veš, tako, ko mi reče kakšna punca, ne, ki je 18, daj mi ene copatke, jaz bi malo skakala po njih doma. Pač ne, ker bom jaz odgovorna, da boš, razumeš, imela gips na obeh nogah, ne sem na eni. A veš, zaradi tega, ker na YouTubeu je bil en video, kao, da ko balerina naredi en obrat na špici, na eni nogi, ne, da to v bistvu, če bi normalen človek naredil s tako inercijo, kakor pač balerina naredi, mislim, s tako silo, da bi se lahko nesvestil od bolečine, zaradi tega, pač ni telo pripravljeno. A veš, tako da pač ne moreš, to tako, ko ne vem, jaz ne bi mogla zdaj smučarskih skokov izvajati. A zdaj bom pa kar malo skočila za foro, a veš, pač ne moreš, ne. So leta in leta priprav, ne. Se je pač čist nenaravna drža, da ti tako stojiš, ne. Pa se ti kaj pozna na stopalih? Mislim, jaz imam še kar srečo, da nimam toliko zelo uničenih, ampak ja, niso pa glih najlepše. Ampak vedno, ko pridem na kakšno pedikuro, rečem, pa ti pa sploh nimaš toliko uničenih stopal za balerino. Yes. Kakšne punce imajo res orang deformirana, ja. To pride nekako zraven. Je pa tudi res, da vedno, recimo čez poletje, ko ne nosimo baletnih copat, pa pol v jesen začnemo, imamo vse nabite nohte, ožuljene prste. Veš, to tako boli. To tako boli, res. Mislim, če že sam pomisliš, da ko priješ iz morja, iz Japonk, pa pol pa greš v superge, a veš ta občutek, ko imaš prav uno v nohtih, a veš, ko imaš nabite. No. 100krat hujš, verjetno. Ja, to sem še 100krat hujš. Ja, ka mi pa, veš, pol še to tako dodatno nabijaš, veš. Ne, ja, to je kar, jaz si pred vsako vajo še vedno vse zalepam. Ampak je pa dober občutek, ko imaš enkrat noge ful utrenirane, pa kar lahko daš copate gor, pa čutiš vse, pa ti stopalček dela, pa je ful fajn. Ampak se veš, recimo že v visokih petah, ne, a veš, če si 2-3 ure, te vse boli. Ja. Mi smo pa včasih tudi po 5-6 ur v baletnih zapatih, tako da. Tudi petke niso naravna drža, ne? Ja, tudi petke niso naravna drža. Pol daš dol te baletne zapate, in ti noga kar.
In koliko jih na sezono zamenjaš? Veš kaj, zdaj so zadnje 10 let delajo neke ameriške, ki so plastične, Gaynor, in jih v bistvu lahko vržeš v pralni stroj, se operejo, crcek malo skrčijo in ti spet naprej. Ne? Sicer niso najboljše, sploh za začetnike recimo, ampak za profesionalne balerine so pa ok. Ne? In zdaj kar te uporabljamo in te pa držijo ful dalj cajta, no? Tako da imam ne vem, ene na mesec, na 2 meseca. Prej, mislim, te normalne baletne copate, je pa treba menjati, recimo, če plešeš neko glavno vlogo kar na 14 dni. Ja, kar precej. Pa veš, te copatke stanejo 100 evrov. No, to sem hodila. Ja, mislim, to ni tako, da bi to bilo 10 evrov. Ne. Je kar potrošni material, ja. Ampak imamo tako v gledališču, v bistvu, da nam to oni dobavljajo. Ne? Kostume pa baletne copate, kar se mi zdi v bistvu prav. Obleke za trening si pa same potem kupujemo. Ker smo pa pač spet pri tem, ne, tudi en dres stane 100 evrov, ne. A veš, in če imaš ti recimo tako pač v dnevu, ne vem, 3 vaje ali pa 4 vaje, se za vsako vajo preoblečem, ne. Okay. Kar se mi pač zdi, ne vem, fair tudi do soplesalcev in vseh, ne. A veš, če se recimo med vajo že nimaš časa stuširati, ne, da vsaj preoblečeš dres nekako prešvican, daš dol, nogo gor. A veš, in ne vem, jaz imam po moje ene 40 dresov, a razumeš, in to je vsak je 100 evrov, a veš, to je ful in to moraš obnavljati skozi. A veš, pa nisem dres, so še žabice, ki tudi stanejo, ne vem, ene 30, pa gamaške, pa to, a veš, da si ti lepa. Tako da ja, je ta baletna oprema tudi kar draga pol na koncu. Ja, kar nanese. Mislim, eni imajo vse, pa pridejo v razvlečenih trenerkah, a veš, ne, meni pa to ni. Ampak je verjetno boljš trenirati v prijetem. Mislim, ja, pa tudi v nečem novem. Ne vem, tako nekako imaš. A veš, tako kot ti, če si kupaš nekaj novega za obleč, pa greš pol zvečer ven, pa komaj čakaš, da boš to pokazala. Me pa pač, da priješ v baletno dvorano v nekem lepem novem dresku. Veš, kao, da smo pa nekaj novega. Pa verjetno tudi, če te soplesalec prime, je verjetno boljš, če imaš v prijeto. Ja, sej mora biti. Načeloma mora biti, ja. Drugače se hitro začnejo pritoževati fantje. Ja. Ali pa recimo, jaz imam ful rada drese, veš, ko imajo tako res izrezan hrbet. Recimo, veš, da so tle tako zaprti, pa recimo dolgi rokavi, pa čist izrezan hrbet. In glih včeraj na vaji, ne, narediva pač duet perfektno do konca in potem zadnji dvig, ne, se mi je zataknil takole noter, veš, z roko. Ja. In je bil sam Bentiš, ta tvoj dres, cel duet ga gledam, da ja ne bom, a razumeš, ker je pač tako narejen in pol me ni mogel dvigati. A veš, sam pol na koncu je, zakaj ni zdvignil, ne? Ja. A veš, je on kriv, sem nekaj, jaz, moja krivda, dres. Si priznala. Ja, evo, pa smo spet pri priznavanju krivde. Ja, ampak ja, to imamo ful rade, veš, da se zrihtamo za treninge. Pa se mi zdi pomembno, veš, pol tudi tako, če prije kakšen koreograf, pa to nekako, a veš, da bolj padaš v oči, če si nekako vseeno urejen, no? A veš, nekako to spada k poklicu. A veš, če si neka urejena zunanjost, pomeni, da je tudi urejen v glavi, urejena notranjost, pač tako se mi zdi, da. Teda je izgled v vašem svetu kar pomemben. Ja, je kar pomemben, ja. Tako je, ne, če pa je vizualna umetnost, a veš. Ja, to je res, ja. Čeprav si ful velikrat želim, da bi lahko kaj povedala, ampak okej. Saj se mi zdi, da si nasplošno zelo odkrita glede te tematike. A misliš baleta ali... Vsega. Vsega, ne? Ja, in je tudi nam, ko ne poznamo tega sveta, to zanimivo poslušati. Mislim, se je zanimiv svet. A veš, samo recimo ta film Black Swan, ki je pač tako predstavljen, kot da, ne vem, smo vse balerine malo zafrustrirane. To že vem, da si dobila 10,000 klicev. Ja, pač mislim, ne vem, vse se, ne vem, dol dajemo tam šefi, pa ne vem kaj za vloge, pa malo kuku v glavi, pa bulimijo imamo vse, pa ni tako čisto, no. Mislim, vse imamo poštiman po glavi, pa se ful podpiramo, nismo toliko tekmovalne, se mi zdi. Mislim, seveda ja, ko se ti gre zdaj za neko vlogo, čutiš malo tistega grebatorstva, seveda, ne, ampak se mi zdi še vedno, da se ful podpiramo. Ker tudi, ne vem, jaz sem se naučila čez kariero, da v trenutkih, recimo, ko sem bila sama za vse, mi je bilo najtežje. Namesto, da bi bila, a veš, lahko bi bila kao, sem najjača, a veš, vse vloge, jaz plešem vse. Ne, najtežje mi je bilo, ker je bila največja odgovornost, najbolj sem bila zmatrana. A veš, kakšen pritisk je to? In jaz prav spomnim se, ko je šla ena na porodniško in pa so bile samo 2 za cel repertoar, ene 3 sezone. Vse so mi dve plesali. Jaz sem bila skozi poškodovana, zraven si ne upaš iti na bolniško, ko boš zafrknil teater, kako ga bojo dali plesati, a razumeš in ta. In pol je prišla še Nina Noč iz Maribora in je bila še čist mlada, razumeš, neboglena, ampak pač ful talentirana. Sem se rekla, hvala Bogu, da je prišel še nekdo, a razumeš, ki bo zdaj lahko malo prevzel to, ne? A veš, in v bistvu
nikoli nočem imeti nekoga kot tako konkurenco, ampak da se nekaj naučiš od njega ali pa da je v bistvu tam, zato da tudi tebi pomaga, veš, da skupaj ustvarjamo. Če imaš ti, 15 hrestačev za narediti v decembru, jih ne morem sama. A veš, to ni možno. To gleda tako, da bi mogli nogometaši 15 tekem odigrati v enem mesecu. Pač to ni realno, telo to ne zmore. Ne? In tako da ja, smo se kar navadili malo podpirati. Taka zdrava konkurenca. No, vse to si mi takrat že razložila, da ker si solistka, da to pomeni, da igraš, prevzameš glavne vloge, ampak da se menjate, ne? Kar itak kot opisuješ zaradi vsega tega pritiska. Ja, jaz sem v bistvu prva solistka, kar pomeni, da vedno dobim prve glavne vloge. Lahko tudi drugo glavno vlogo, ampak pač načeloma zdaj, če ne bi hotela, bi lahko rekla, ampak so tudi druge glavne vloge ful zanimive, kakšne, veš, mogoče še bolj. Ampak načeloma ja, plešem prve glavne vloge in to je tako zahtevno in tako težko, da je super za nas, da se menjamo, da ni vsak večer. Mislim, ko eno predstavo odplešeš si naslednji dan, kot da bi te povozil vlak. In si ne moreš predstavljati, da se zvečer spet sestavaš in spet. A veš, mogoče en dan, 2 dni, 3 dni, več pa res ne. No? In pa tudi to vpliva na tvojo predstavo, ne? Absolutno, absolutno. Mislim, ko se spomnim, recimo tudi, ko se je zgodil enkrat sva z Lukasom mogla 6 žizel odplesati, ker je naša Rita, naša solistka, izvedela, da je noseča in je pač v trenutku je pač odpovedala, ne? Ona bi mogla 3, pa mi 2, 3, ne, menjati bi se mogli. In sva mogla pol sama jih 6. To že je ena 4. predstavo, njega je zvilje, kolen si poškodoval, mene v hrbtu, sem pol injekcijo dala, da sem še 2 predstave speljala. A veš, tako preveč je, ne? Ker si rečeš, ja, želim si biti najboljši in edini. Ne rabiš biti. A veš, mislim, da je večje zadovoljstvo, če nekako je še kdo drug zraven tebe tudi, ne? Sploh recimo za hišo, ko pač vsi delamo za našo publiko, a ne, ko jo imamo, tako da. Do katerega meseca nosečnosti si pa ti plesala? Jo, jaz sem pa plesala v bistvu do 6. Ja, ampak ful je bilo luškano zaradi tega, ker ko sem zvedela, da sem noseča, sem še plesala neko glavno vlogo. In Kenta je takrat z mano plesal in pol sva odplesala in ko se pogovarjava, pol ko odplešava in jaz ko njemu nisem ti hotela prej povedati, veš, sem noseča. Pa tako, tako mu je bilo, da sem imela pa ful dvigov in ne vem kaj. In je rekel, joj, dobro, da mi nisi povedala, ker jaz ne bi si upal nič, ne. A veš, kaj jih je pa ful strah fante potem, da ne bi kaj, sej v teoriji ne morajo, ne, ampak strah jih je, sej veš. In je bil sem tako, in pol od takrat, to je bilo 3. mesec, niti tele nohalne še nisem imela, in pol od takrat sem pa v bistvu delala treninge, pa plesala v ansamblu. In se prvo spomnim, da sem imela Vodje jezero in sem plesala tiste najbolj basic ansambelske stvari, ki mi je bilo ful dobro, tako v bistvu, veš, po 15 letih v ansambl. Ja, malo drugače. Ja, mislim, tako mi je bilo ful, wow, kjer žura, veš, nič zahtevanega, nič. Ampak se pa prav spomnim, da smo imeli tam neko polonezo, ki je trajala 2 minuti, pa še malo, pa nič, tak čist običen osnovni korak, nič vse skupaj. Sem bila tako utrujena. Veš, ker sem bila pa pol že 5. mesec, ko smo imeli pač predstavo, jaz sem bila tako utrujena, veš kaj, oblekce smo imeli tako da se mi trebuščka ni videl, ampak jaz sem bila rdeča v glavo, čisto utrujena, veš kaj, vse nosečnost svoje naredi, komi sem preživela tisti ansambl. Pa si imela v prvih 3 mesecih slabost, koliko si pa to? Veš, da meni je bilo pa slabo celo nosečnost, ampak ne da bi bruhala ali pa karkoli, ampak samo vse mi je smrdelo, skozi sem imela v ustih en tak občutek, ne vem, da hočem sirov burek. Pač, obsedena sem bila sirov in burek. Ampak pravzaprav se Miha je bil tako bogi, vse mi je smrdel, sploh tam do 5. meseca, prav vse mi je smrdel. A veš, nisem, hvala Bogu, imela tiste slabosti, da bi res, ampak in pol revaš, ne vem, vedno se šel stuširati, vse pride k meni na kavč in jaz skero zobno pasto, zdaj se zubel, fuj, smrdi mi. Bogi, in sem rekla, se oprosti, ampak tako mi vse smrdi. Vse mi je smrdel. Razen sirov burek. In pol pač prav vem, da sem ga pošiljala. Ja, ampak nisi ga smela v operi jesti. Ne, takrat sem jedla, veš, da sem jedla. Valjda, da ko zveš, da boš imel dojenčka, ti pa to čisto vse. Ja. Ja, itak sem vedela, da pač bom mogla nehati plesati za to obdobje, veš, tako da ne. Mislim, moram reči, da tako obdobje nosečnosti je bilo zame eno najlepših v življenju, no. Res ful. Veš, ko se nekako veseliš ene prelomnice življenjske, ne. Tak. Ful lepo.
Kaj ti moraš še povedati? Ne, zelo lepo temo sva izbrali za tale zaključek, tako da v bistvu bi te jo še sam postavila pred ena kratka vprašanja. V bistvu mi je ful luškano, mislim, ker si me ful tako o meni sprašvala, nisi šla toliko na talente, ker ponavadi me ful o talentih, pa vlečejo ven, pa ne vem, kakšen je Lado za res. Ne, da smo tukaj zaradi tebe, ne zaradi Ladota. Ne, se vem, ampak tako recimo pa vedno, ne vem, prvlečejo, ja pa kakšen je bil Lado, ko sta bila fant pa punca, pa ne vem. A veš, take neke juicy stvari. Ja, malo je drugače, vse si me že prej pohvalila, ne? Tada sem se mogla tudi dosti izkazati. Povej, kako vprašanje imaš? A zdaj bo pa, ne mi reči, da bo to zdaj nekaj težkega. Ne bo. A si jutranja ali nočna ptica? V bistvu, če zares zdaj, odkar imam otroka, hodim ful zgodaj spat, ampak drugače sem načeloma nočna. Vse ti je pol tudi čez življenje malo spremenilo. Zdaj se mi življenje malo spreminja, ampak sem bila cel življenje raje, večerna, je to zjutraj. Kaj te najbolj osreči? Moj otrok. Moj otrok pa, kakor si prej videla, očitno še vedno to, da sem na odru, ne. Očitno. Ali bi v preteklosti kaj spremenila? Nekako se probam držati tega, da ne obžaluješ stvari, a ne. Če nisi res nekaj narobe naredil, ne vem, nekoga prizadel, nekoga res mu uničil življenje, a ne. Probam si nekako reči, da se vse zgodi z nekim razlogom, a ne, in iti naprej. Ampak ja, najbrž bi spremenila to, kako sva z Miho razvila najin odnos, oziroma kako ga nisva razvila, a ne, kako nisva našla časa en za drugega, mogoče kako nama ni uspelo ohraniti tega, kar sva imela, ker sva pač imela nekaj prelepega, zato sva se odločila imeti otroka in ja, mogoče to, no. Ampak vse se zgodi z razlogom in ja. In iz tega se je razvilo nekaj, kar te najbolj osrečuje. To je res in iz tega sem se tudi veliko naučila, tako da zdaj vem, da v življenju ja, ne nikogar ne imeti za samoumevnega, tudi če imaš z njim otroka. Mislim, sploh, če imaš z njim otroka, evo. In pa zanima me še, kaj je najlepši kompliment, kar si jih prejela? Ja, mislim, zadnje čase mi je ful všeč, če kdo reče, veš, da sploh ne izgledaš toliko stara, kakor si. Zaradi tega, ker zdaj sem v tej fazi zavedanja, zdaj pa nisem več najmlajša, ne? In seveda to pride v življenju, ne? Pa nič ni narobe s tem, ne? Mislim, jaz sem pač vesela svojih let in ne bi zamenjala tega. Ampak vseeno je neko spoznavanje, ne? Zdaj si nekako na polovici življenja, ne? In ja, tako da mi je všeč, če kdo reče, ja, koliko si še vedno fit, recimo, izgledaš mlajša, energijo imaš ful mladostno, to se mi zdi, mislim, to se mi nekako prikupi. Drugače pa največji kompliment, mogoče, sem bila pač mlajša, pa sem se začela vzpenjati v karieri, je bil od koreografa Jurija Vamoša, ki mi je dal tudi to prvo vlogo v Hrestaču in potem kasneje vlogo v Romeo in Juliji z Lukasom, ki je bila pač ta znana Romeo in Julija, ki sem milijon nagrad za to dobila in vse. Ki me je teroriziral, ko smo ustvarjali to predstavo. Teroriziral me je. Pač to je bilo tako, na Lukasa se nikoli ni toliko znašal, kot na mene. Prav tako se mi zdi, kot en tak šovinist. Prav spravil se je na mene, zato ker sem ženska, ker sem ne vem kaj. In teroriziral me je toliko, da pač je bila to pač moja najboljša vloga mojega življenja. In vem, da mi je kupil en tak Swarovski, tak kamen brušen, in mi je posvetilo gor napisal in je napisal kao, ti si prava umetnica. A veš, in mi je bilo to tako, po 2 mesecih tega, ki si me v bistvu žalil, a razumeš, ki si me kritiziral, ki si me, a veš, mi je potem to dal, ne. In potem sva v bistvu delala še 2 predstavi skupaj kasneje čez kariero. In tudi zdaj, recimo, ko imamo še vedno njegovega Hrestača, ko je prišel zdaj 2 leti nazaj, ko smo imeli 20-letnico, ko je bil tukaj, smo šli z njegovo ženo na večerjo, veš, tako nekako ohranjamo stike. In je ful lepo, ker ona dva še vedno prijeta, pa tako mene pa Lukasa pogledata, tako reče, jo baby, kao our babies, a veš, ker pa nimata svojih otrok, nekako njegovi otroci so njegovi baleti, a ne to, kar je ustvaril, in so mi dva tako, our babies, vedno sta tako in je pač ful luškano, no. Tako da ja, ta spomin mogoče. Lepo, lep spomin. Ful. Glih zanj sem pospravljala doma, ker pač zdaj imam še vse po škatlah, pa sem spet najdla ta kamen, tako da sem bila ful, lepo. Hvala ti za tale prijeten klepet, lepo smo poklepetali. Hvala tebi za vabilo, zdaj sem čisto zbujena, to je to. Evo, zdaj pa športat. Lepo vodi pa srečno, ne? Enako.